Jaz sem ljubiteljski fotograf, pa skoraj lahko rečem, da je ena izmed treh oprijemljivih točk je sigurno fotografija pa iskanje kadrov. In Hum ima tako super lokacijo, to lahko potrdim, da ima res dobesedno Hum ima vse, kar imajo veliki. Na svojo višino, bližino, ne vem, težko pišem, lažje pokažem skozi fotografije, ne. Obenem pa tudi zaradi zdravja, počutja. Skratka, z veseljem hodim, vsak dan sem čutim, da sem močnejši. V glavnem uživam. Ampak 3-krat, 4-krat na dan se povzpeti na Hum? Ja, to je... Ali je to že neke vrste obsesija, pravzaprav neka odvisnost? Ja, na nek način je. Na nek način je. Sam jaz skušam v pozitivnem smislu izkoristiti, ne. Sicer je sam sebe programirati, da greš tulkati po isti poti, je kar težko. Sam se da. To moraš sam najti način. Ker drugače ne bi uspel s tukimi vzponi, čeprav mi ni število vzponov prioriteta, ne. Pač pa? Se pravi, iskanje pravih kadrov. To je skoraj v prvi vrsti, zato imam zmeraj skoraj fotoaparat s seboj. Velikokrat sicer ni nobenega posnetka, ampak ko sem pa nagrajen neštetokrat, ne. Tako da tukaj imam res, sem v prednosti malo, ker imam naštudirano svetlobo, kje sonce pride, luna, kaj je možno videti. Skratka, iskanje kadrov. Navdih ostaja, hvala Bogu. Pa ko sem že glih Boga omenil, tudi našega križa gremo in zelo veliko ljudi, ki ne želijo biti imenovani, me prosi, da tudi poprosim pri njih, za njih in čudežno deluje, ne. To so, lahko rečem, 3 točke oprijemljive. Fotografija, zdravje pa humski bogec, ne, za katerega kje poprosiš. Bolj me pa prevzamejo takšne stvari, ko so bolj redke, ne, zdajle konkretno je zima, ali pa mavrica, ko je mogoče enkrat na leto, ali pa svetloba iz vseh zornih možnih kotov, ne. In zato pravim, da Hum ima vse, kar imajo veliki, kamorkoli greš, lahko vidiš samo eno stran sveta. Hum ima pa pokrit krog 360 stopinj, ne. Tako da včasih jaz se tudi odrečem večštevilčnim vzponom, samo zato, da uživam v fotografijah, ne. V rokah držiš tvoje spremljevalce, tem se reče kako? Ja, imajo svoje imene, Pu, Pa, ta je Pupa, pa 2 angelčka sta poleg, to so moji talismani, ki mi velikokrat polepšajo tudi kader in na nek način spremljajo mene na moji poti, ne, popestrijo pot. In se spremljajo tako in tako na vseh poteh. Kako so prišli v tvojo družbo? Kako so prišli? Ja, bili so tudi, ta večja 2 sta bila podarjena s strani hčerke, ta prvi je bil samo eden, ker sem jih imel že prej. In vsako leto sem na kakšni poti izgubil kakšnega, ne. Pa mi je pa hčerka vzela 2, samo s tem, da je že bil eden v rezervi za naprej, sam ne, ampak sem pa začel tudi oba jemati s seboj, sem rekel, zakaj bi samo eden užival na poti, ne bo to oba. Sredinskega me je ena gospa, me je tako prosila, če sprejmem, pa da mi ga želi podariti, to je bila Pupa in nisem mogel zavrniti, ne. Čeprav je pa res, da sem jih že zelo veliko zavrnil, ker ne morem zdaj jih 30 ali pa 50 nos s seboj, ne. Ja, kaj me je prevzelo? Največ narava, ker je izredno čudovita na Humu, v vseh letnih časih, posebej greben Huma. Pol tudi živalski svet je zelo bogat. Sem srečal že res marsikaj, pa ne zdaj, da bi glede modrosa ali pa kača ali pa res. Od gamsu do, ne vem, no, res zelo različen svet, živalski svet, tudi gor ga imaš možnost srečati. Skratka, vedno je kaj zanimivega. Ampak vendarle, kakšna čisto posebna dogodivščina? Ja. Mogoče mogoče bom izpostavil to, čeprav mnogim ni všeč, sam je vseeno sestavni del živalskega sveta pa Huma, modrasi, ne, ki so zelo res prekrasni, čeprav nekateri so v strahu srečani,
ampak nikoli ni bilo nekih, kakor jaz vem, ni bilo nikoli nobenih nekih nevšečnosti, ker oni imajo svoj prostor in če ne dregaš v njih, če jih pustiš na neki njihovi distanci, lahko uživaš v njihovem gibanju, pogledih. Mogoče me je presenetilo edino to, da se pojavljajo celo tudi 3 metre visoko. Ne. To nisem do zdaj srečeval, ampak to je tudi njihov rajon lova. Lahko te včasih se zgodi, da te tudi presenetijo. Ne. Čeprav vidim pri modrasih ne, on ima tisti svoj rajon, ne vem, 10-20 kvadratnih metrov, prej te preseneti kakšna druga vrsta koč, ne, od belušk, od kobrank pa teh, ne, ko prečkajo pot, čeprav tudi modras prečka. Ampak ponovadi on, če ima le možnost se umakniti, kam se bo umaknil, ne bo napadal. Zdaj, da bi ga pa res presenetil, da on bi bil stisnjen v kot, pa si pa ne znam predstavljati, verjetno bi bilo kakšna drugačna reakcija, sam se pravim, jaz do zdaj nisem slišal, niti sam nisem imel, ne, čeprav sem ga tako rekoč vsakodnevno srečeval. Le enega, imam enih 7-8 lokacij, pa v Modrosu je pa tudi enih 6 in to tudi odraslih. Ste se v bistvu navadili drugih? Ja, jaz, kaj povem, iz fotostališča, prekrasni so, ne, zdaj, ne glede, ko zdaj vsi pravijo, ja, to je kača, to je stupenjača, ampak sej, to nas obkroža, to je njegova, mi prihajamo tako rekoč v njegov svet, ne on v našega, ne. Fotografija. Kaj je tisto, kar se ti zdi, da te je tukaj našlo? Kaj si pravzaprav našel tukaj? Mogoče izziv, ker sončni vzhodi, sončni zahodi. Ne. Bolj mi ležijo zaradi energije dneva pa jutra, mi bolj ležijo vzhodi. Ne. Čeprav vsi priročniki fotografski so pisani na zahode, ne. Kot da bi bili fotografi bolj zaspanci, sam pri meni ni to, ker jaz vstajam vsak jutro ob 3, pa zjutraj že tako rekoč v pol 5 grem večkrat pred vzhodom gor. Ne. Res pa je, da prilagajam poti vzhodom in zahodom. Ne. In po veliki zaslugi so ravno sonce je največkrat zaslužen, da sem večkrat tukaj. Čeprav se zdaj ne zgovarjam, če je dež, sneg, megla, veter, grem. Skušam, tako sem se zdaj nekot navadil, da skušam niz ohranjati, ne, ker vidim, da me to drži po konci. Ne moreš zdaj kot neka kamela se enkrat, rečemo 10-krat jeti, pa en teden nič. Ker najboljše je, če se le da, da greš vsakodnevno, ne, ali pa čim bolj pogosto. Ne. Zdaj ob zmožnostih, jaz imam pač, včasih sem imel manj možnosti, zdaj pa je malo več možnosti, čeprav to ni garancija, da boš šel. Ne. Moraš, na nek način moraš znati uživati, pa boš videl, da gre, ne. Da navdih ostaja kot pri fotografiji, kot pri hoji, en smisel moraš najti. Ne. Torej, Boris, tvoja samostojna razstava spet v knjižnici Laško. 1111 vzponov na Hum. Kaj je bilo prej? Verjetno teh 1111 vzponov na Hum, potem pa zamisel, da to pač pokažemo tudi javnosti. Prej je bilo to, ne? Se nisem igral na to karto, da bi mogel biti zdaj zmagovalec ali pa oseba z največ vzponi, ampak tako se je zgodilo, da prej je bil pač neuradno rekord 700, pa sem ga jaz malo popravil na 825 predlani, lani je bilo pa že 1111. Sam zdaj jaz se nisem ustavil, ker vem, če se bom ustavil, da bom glede zdravja pa počutja si škodoval. Pač nadaljujem po svojih zmožnosti in uživam naprej. Z veseljem še vedno grem vsako jutro, vsak vzhod, zahod, pa ne glede, sonce pride ali ne pride. Mislim, pride zmeri, sam če je viden, ne, zaradi oblakov. S tem 700. vzponom je pa vendarle povezana dogodivščina, ne? Oziroma neko dogajanje posebno. Ja, to je res povezano. Ne? To si že iz leta 2022 sem ob 700. vzponu dobil kot neke vrste simbolično darilo od gospoda Roka Metličarja, kamen, ki je postavljen gor na vrhu Huma. Sicer je malo odmaknjen, ker nisem hotel, da bo zdaj točno tam pri popisni knjigi, ker ne hodim gor zaradi, ko sem že prej omenil, ne, zaradi pomembnosti, zmagoslavja, ampak zaradi svojega dobrega počutja, fotografiji. No, zdaj ta kamen je že bil tudi obnovljen, je bil že 2-krat prinešen nazaj gor zaradi napisa
mogoče kot znamenitost, obakrat sem ga nesel jaz gor z veseljem in to bos, ne. Tako da tudi bos gre, ne. Obenem tudi lahko povem, da sem že kar en par čevljev uničil, tako da skratka nadaljujem, pa uživam. No, ta hoja z bosimi nogami je verjetno res čisto nekaj posebnega, ne? Ja, nekateri jo tako dosti prakticirajo, jaz pa priznam, da že nisem 10 let, 20 let nisem hodil bos, nikakor ne. Tule sem pa mislil, da bom naredil 10-20 korakov po sliku, pa bom pač se obul pa šel. Ampak sem že od teh 10-20 metrov ali korakov tako užival, da sem rekel, ne, to pa ne smem zamuditi, to si moram zapolniti. In 700 vzpon, pa še prej enkrat 400 vzpon je bil čisto v celoti bos in res sem užival. Beseda dve v razstavi, kaj pravzaprav kaže, ne? Verjetno hum z vseh zornih kotov v vseh letnih časih ali kako? Ja, hum v vseh letnih časih, pa dokaz, da je res hum vse, kar imajo veliki, ne, na svojo velikost. Jaz pravim, da ima še celo več, ne. Mogoče, če kdo lahko reče, to lahko jaz rečem, pa ne zdaj, da bi se ven metal, ampak ker sem pač največkrat gor, pa največkrat vidim, kaj je možno gor videti, ne. Obenem tudi jaz se včasih še malo dvignem levo, desno, tako da tudi z druge perspektive se da videti z dronom, rečemo, kako je lep, ne, iz vseh zornih kotov. Tako da se ne čudim, ko pridejo tisti prvič gor ali pa redko, ko mi vedno pravijo, ja, vi se sploh ne zavedate, kaj imate tule, ne. To je res dragocenost. Jaz se zavedam, čeprav mogoče 2-3 leta nazaj se tudi tega nisem zavedal, zdaj pa lahko rečem, da čedalje bolj, ne. Se pravi, priporočilo je čim več ljudi spraviti gor ali čim manj ljudi spraviti na hum? To je zdaj tak začaran krog, veste. Jaz, ker gre rad v naravo, ima rad mir, ne. Zdaj jaz hodim pa gor, pa vidim ljudje fotografije, vidijo objave iz pogovora in mislim, da se je množičnost še povečala, kar osebno meni ni všeč, ne. Sam si tukaj ne moreš nič pomagati. Jaz grem tako raje v naravo, pa da imaš mir. Saj vsak, kjer gre v gužvo, bo šel na koncert, ne. Zdaj, če greš pa na hum, pa samo to je tako, vikendi, prazniki, je obluden, ne. Je pa res velikat, pa ne zdaj, da govorim zvišeno, ko je pa najbolj lepo, ne, zdaj pač moraš samo priti do tega nivoja, je pa najmanj gužve. Zdaj pa hočem povedati, da je tudi, ko je sončni vzhod ali pa zahod, ko so res tiste barve dobesedno nore, je pa res uživanje, ne, in se lahko takrat tako napolniš energijsko, to težko opišeš, ne. Čeprav zdaj, velikokrat sem se že na nek način opekel, sem marsikjerem rekel 5 minut pred tem, ko je bil najlepši trenutek, da mu ni, da je škoda, da gre tako hitro nazaj, ne. Da najlepše zdajle pride. Sam sem pa dobil pa na nek način besedno klafuto, da saj to pa ja ni nič kaj posebnega, ne. Tako da škoda razglabljati, vsak živi pač v svojem svetu, nekaterega pač ura obremenjuje, mene k sreči, ne, se znam ustaviti, tudi najbolj pozimi, rečemo se, žrtvujem tudi manj vzponov, pa raje gor ostanem pa naredim 500-700 zimskih fotografij, ker to vem, da je mogoče samo enkrat na let. Ja, mogoče samo še to, ne, 3-4 ste taki zelo, kako bi rekla, pogosti obiskovalci, zvesti. Najbolj zvesti obiskovalci huma ste 3-4 ljudje. Ja, no sedi je, mogoče jih je še celo več, jaz sem se bolj spomnil tiste jutranjike, ko gre res v vseh pogojih, ne, oziroma gremo, se ne zgovarjamo na sneg, dež, meglo, temo, nič, ne. Kakor sem jih zdaj v zadnjih 2 letih srečal, smo ti, ostali pa pač malo kalkulirajo, ne, pač če so boljši pogoji grejo, ali pa po zmožnostih, ne, čeprav jaz tukaj vidim pri sebi, ne, moraš imeti res trdo voljo, sam sebe ne smeš neki, ali bi šel ali ne bi šel, ne, moraš se odločiti, pa je, nimaš kaj, glej, če si namenil tisti čas, boš šel, pa ali s pelerino, ali tudi z dežnikom, enostavno, sicer večkrat sem bil že tudi premočen, ne, sam se pač sprevlečeš, pa glede tega, ker sem bil tukaj premočen, niti enkrat nisem bil bolan, ne. Že to nekaj pove, ne. Ja,
Hum ima kar razvejene poti. Priporočljiva je tako najbolj grebenska pot, pa krožna pot, tako je tule za menoj. Tako da je največ vidiš, če greš po tej poti, ne. Skratka, imaš pa zelo dobre tele razgledne točke, od Blaževe skale do Prižnice, do Divjega Faroža. Zdaj mnogi poznajo tudi Divji Faroš kot še iz pripovedk iz zgodovine. Je zelo zanimiv, ker ima zelo lepe naravne znamenitosti. Čeprav pot do tja ni vzdrževana, je pa zelo prekrasna, ne. Kaj bi še rekel? Rekel bi, da Hum ni za podcenjevanje, no, tako bom rekel, ne da bi karkoli zdaj neki naravna tla ali pa strašil. V glavnem se zgodi tudi, da znaš paditi, pa da je tudi rabiš pozimi dereze, rečemo že konkretno ta zadnja zima je to dokazala, pa tako vemo že od prej, ne. Ob kaki megli, dežju, korenine, skale so neverjeten spolzke, ne. Tako da včasih, ne vem. Najprej je verjetno treba gledati pod noge. Ja, v prvi vrsti. Pa obutev bi priporočil, ne. Ker nekateri hodijo v sandalih tako rekoč celo leto po copatih, pa enostavno moraš prilagoditi razmeram, ker res za informacijo tudi gorska reševalna je že na Humu posredovala, ne. Tako da ni za podcenjevanje. Teta, rečemo 355 metrov, ker je od višine Savinje pa do vrha, moraš kar premakati nekaj višinskih metrov, pa večinoma je tako bolj skalni teren, ne. Tudi zajle so. Navdih sem pa dobil že od tistih, ko so že prej hodili gor. Rečem, gospod Rok Metličar je že veliko prej hodil gor in vsakodnevno, kljub svojim velikim obveznostim, in je eden od teh, ko so mi dajali navdih. Ali pa frizerka Nataša, isto. Ona je imela, čeprav tudi njej ni prioriteta število, 5-6 let ima po 500 vzponov, ne, letno, kar je tudi kar. Ona mi je bila nekod, pa ne zato, da bi jo mogel premagati, ampak navdih mi je bila, ne, ker veseli je pa, ko se vsakodnevno srečam z gospodom Rokom, da ne čuti nobeden od naju neke tekmovalnosti ali pa da mora biti prej ali večkrat ali tako, ne. Tako da nisem privržen z tega, ne. Ker se mi zdi, da imam še rezerve, samo da če bi šel do konca, da bi pregorel, pa lahko se sesedel, ne. Zdaj pa se še vedno z veseljem hodim.